Sem Gašper Beguš, izredni profesor jezikoslovja na Univerzi Berkeley. Umetna inteligenca je mogoče skupek enih modelov, ki se učijo o podatkih in izboljšujejo med tem, ko spoznavajo podatke. Umetna inteligenca spreminja svet. Mogoče bi bila dobra analogija med tem, ko smo odkrili pisavo ali pa ko smo odkrili elektriko. Mislim, da smo zdaj v takem času, ko prihaja neka nova tehnologija, ki v bistvu ni samo tehnologija, ampak na nek način tudi nova inteligenca. Se pravi, do zdaj smo poznali samo biološko inteligenco, zdaj pa ta umetna silicijeva inteligenca postaja stvar, ki je tako dobra, da dejansko moramo razmišljati o njej in jo analizirati. Na kratek rok mislim, da je predvsem priložnost. Se pravi, nikoli ni bilo lažje narediti stvari, kot je sedaj, s pomočjo umetne inteligence. Mogoče na daljši rok je lahko tudi grožnja, ker nikoli do sedaj v človeštvu se nismo seznanili z nečim, kar bi bilo bolj pametno od nas. Z marsičem smo se ukvarjali v zgodovini, z orožjem, ki je bolj mogočno od nas, z stroji, ki so bolj hitri, nikoli pa nič ni bilo bolj pametno od nas. Umetna inteligenca ima možnost, da spreminja naš govor. Dejansko že nekatera raziskava Dejansko že obstajajo nekatere raziskave, ki pokažejo, da govorimo s Siri drugače, kot govorimo z ljudmi. In recimo bo zanimivo videti, kako se bo govorni modeli, kako se bodo razvijali in če bodo na nek pomemben način vplivali na to, kako govorimo. Jezikoslovje je veda, ki se ukvarja z jezikom. Do nedavnega jezikoslovje predvsem preučevalo jezik ljudi. Zdaj smo pa v času, kjer lahko z jezikoslovjem preučujemo tudi jezik živali in jezik umetne inteligence. Nevronske mreže so v bistvu matematični približek našim možganom. Se pravi, mi delujemo v okolju, se premikamo, govorimo, produciramo neke misli. Recimo, vse to se dogaja kot električna aktivnost v povezavah med našimi nevroni, ki jih imamo kar precej v možganih. Nevronske mreže so matematični približek tem procesom, se pravi, so neke računalniške vrednosti, ki poskušajo posnemati povezave med človeškimi nevroni. Živali se pogovarjajo, sploh kiti glavači, ki jih študiram, recimo vokalizirajo, preden lovijo, ko se socializirajo, ko so recimo prišle matere iz dveh družin skupaj, da so pomagale pri rojstvu novega kita glavača in takrat so veliko vokalizirali, se pravi, med seboj izmenjevali te klike, ki jim rečemo kode. Ne vemo še, kaj točno to pomeni, te kode pomenijo, vendar absolutno izmenjujejo te vokalizacije in temu bi se lahko dalo reči pogovor. Počasi vedno več razumemo. Kar je pomembno, je, da začenjamo z jezikoslovjem, se pravi, začenjamo s popolnoma enostavnimi vprašanji. Kaj je osnovni delec te komunikacije? Kaj je morfologija v tej komunikaciji? Se pravi, kako je zgrajena, kako so njihove vokalizacije zgrajene, kaj je osnovni delec, kako so postavljajo stvari skupaj. In mislim, da najprej si moramo te osnovne jezikoslovne stvari odgovoriti in šele potem lahko dejansko poskušamo razvozljati pomen. In ne vem, če bomo ga kdaj razvozljali, ampak mislim, da počasi gremo v tej smeri. Vsekakor pa veliko razumemo že o jezikoslovnem obnašanju njihovih vokalizacij. Absolutno, ja. Se pravi, v našem laboratoriju gradimo nevronske mreže oziroma umetno inteligenco na način, da bi se učila bolj kot človek. Se pravi, veliki jezikovni modeli so že preveliki in se ne učijo na način, kot se uči človek. Naši modeli pa samo slišijo besede, morajo komunicirati interno in se v bistvu na pasiven način učijo jezika. In to je zelo kompliciran proces. Se pravi, učenje jezika, da lahko otrok iz samo zvokov
razvozlja besede in se jih nauči uporabljati, je izjemno kompliciran proces in mi ga s tem modeli poskušamo posnemati. Zdaj pa lahko te umetne učence jezika namesto na jeziku, ki se ga dobro naučijo, naučiš na nekem drugem jeziku. Se pravi, to je nek podoben proces, kot če bi vesoljci prišli in nas obiskali in bi se med sabo pogovarjali in mi tega jezika seveda ne bi razumeli, kako bi k temu sploh pristopili. En način je, da vzamemo te nevronske mreže, ki niso ljudje, ki lahko se naučijo kateregakoli jezika in jih učimo na recimo kitovščini in potem gledamo v njihove nevronske povezave, ki nam lahko povejo oziroma sugerirajo, kaj je zanimivega, kaj je pomenljivega v tej popolnoma neznani komunikaciji. Znanost, to je, ne vem, vprašati glasbenika, zakaj je glasba pomembna. Znanost je pomembna, ker nam pomaga odkrivati nove stvari, se pravi, nove stvari o svetu, ustvarjati nove realnosti. In v tem trenutku je sploh znanost pomembna, ker dobivamo to orodje, to umetno inteligenco, ki nam bo pomagala še bolj odkrivati nove stvari, odkriti še bolj zanimive pripomočke za v bistvu dobrobit človeštva in upam, da na podlagi raziskav živali tudi dobrobit ne samo človeka, ampak vsega biološkega življenja na Zemlji. Cilj je v bistvu iskati tisti trenutek, ko odkriješ nekaj novega, kar še nihče na tem svetu nikoli ni vedel in za en trenutek je tista stvar samo tvoja. Jeziki so zanimiva stvar. V bistvu ravno smo se pogovarjali o tem, da zdaj v času umetne inteligence, ko imamo prevajalnike, ki v bistvu odlično prevajajo, mogoče ni več pomembno znati jezike, ampak to dejansko ni res. V bistvu jezik ti da uvid v kulturo in v človeka, ki ga še ne poznaš. In en odličen primer tega je recimo, jaz sem začel na filozofski fakulteti kot primerjalni jezikoslovec, kar pomeni, da sem se moral naučiti mnoge stare mrtve jezike, kar že takrat mogoče ni zvenelo uporabno, pa vendar je bilo zelo uporabno, ker v bistvu dobiš prvič uvid v družbo in človeka, ki je oddaljen 3000, 6000 let nazaj. Se pravi, bereš pravne tekste, ki so stari 4000 let in opaziš, da so neke stvari se spremenile, neke pa ostanejo povsem iste. In v bistvu ti ta jezikoslovje dovoljuje na nek način potovanje v času in recimo, če se učiš drugih jezikov, tudi v prostoru. In druga stvar je, če se učiš jezikov, moraš veliko pozornosti posvečati izjemam, podrobnostim. Se pravi, če se učiš francoščine, se moraš naučiti nepravilne glagole. In v tem času, ko je recimo bolj pomembni so globalni trendi kot izjeme, mislim, da ta fokus na izjeme in nek odnos do tistih nekaj malih nepravilnih glagolov pomemben, ker ti da novo perspektivo v času, kjer v bistvu gledamo bolj na globalne trende in velike podatke. In je v bistvu tudi v mojem raziskovalnem delu, ko opravljam delo recimo ustvarjanja novih modelov, mi ta odnos do izjeme zelo veliko pomeni. In recimo nekaj, kar bi za inženirja bila napaka, recimo če neka nevronska mreža, nek umetni dojenček, ki se uči jezika, naredi napako, je to za inženirja napaka, ki jo želi ohraniti. Zame kot jezikoslovca pa je to v bistvu neprecenljiv podatek, ki mi lahko pomaga razumeti, kako se ta nevronska mreža, kako se ta umetna inteligenca uči jezika in postajati inteligentna. Na študiju na Filofaksu imam čudovite spomine. Učil sem se hetičščine, starogrščine, stare indiščine, stare cerkvene slovanščine, skratka čudovitih jezikov. Spoznavali smo v bistvu jezikoslovne trende. Ena posebnost ljubljanskega jezikoslovja je bila tudi, da recimo smo dobili uvid v jezikoslovje na način, kot se je razvijalo skozi zgodovino. So od
od zgodovinskega jezikoslovja do strukturalizma in modernejših pristopov. Tako da dejansko sem z jezikoslovjem zrastel na način, kot se je jezikoslovje razvijalo v zgodovini človeštva. In ta zgodovina jezikoslovja je res zanimiva in mnogokrat spregledana. Jezikoslovje je recimo navdihnilo Darwina, da je prišel do evolucijske teorije, zdaj navdihuje umetno inteligenco in filozofska fakulteta goji odlično tradicijo jezikoslovja in seveda drugih humanističnih disciplin. Med študijem sem preživel eno leto na izmenjavi na Univerzi v Dunaju in od takrat se je v bistvu želja po nadaljevanju študija v tujini samo razvijala. Je pa mislim, da pomembna, da ko študiraš v tujini, vedno ohranjaš stik z domačo univerzo in pred dnevi sva z ženo predavala na filozofski fakulteti in res je bil užitek videti tako angažirano publiko in odlične vprašanja in diskusije, ki so iz tega izšle. In mislim, da v bistvu na nek način nikoli nisva dejansko odšla v tujino, na nek način smo še zmeraj doma na filozofski fakulteti. Mislim, da imamo v Sloveniji dober odnos do znanosti. Ne nazadnje imamo največje število doktorjev znanosti na prebivalca in mislim, da je to, da je pomembno, da gojimo mnoge bogate tradicije od filozofske seveda fakultete do drugih fakultet, računalništva, kemije in tako naprej. In da v bistvu kot družba na nek način vključimo znanost globoko v družbo. Recimo najbolj uspešna mesta v Ameriki ali pa Silicijeva dolina, kjer se je razvilo mnogo računalništva, so dejansko postala tako uspešna prav zato, ker se je univerza povezala z industrijo in družbo v celoti in v bistvu ta skupek je res recept za razvoj in napredek. Mladi, to je odlično vprašanje, ker ko sem jaz študiral jezikoslovje, seveda je bil to na videz zelo neperspektiven študij, pa vendar v bistvu ne moreš študirati nečesa z mislijo, da bo to perspektivno, ker v času, ko doštudiraš, se stvari, karte že premešajo. In recimo računalništvo je en tak primer, kjer je bil res povpraševanje visoko, zdaj pa bo gotovo z umetno inteligenco rahlo manjše, ne seveda popolnoma izginilo, ampak ta razmerja se spreminja in recimo zdaj mislim, da prihaja desetletje humanistike, ko bo dejansko bolj pomembno si izmišljati nove možnosti, kot jih implementirati. Se pravi, razvili smo orodje, ki kar dobro implementira vse, kar si izmislimo, ampak mislim, da so službe prihodnosti tiste, kjer si boš izmišljal nove svetove in nove možnosti in kjer boš predvsem zelo fleksibilen. Hkrati je pa tudi pomembno, da v bistvu v neko področje prineseš unikaten pogled. In s študijem mrtvih jezikov imaš precej unikaten pogled recimo na področju umetne inteligence, kjer je veliko matematikov in računalniških strokovnjakov. Tako da mislim, da postaja svet še malo bolj hiter in nepredvidljiv in stvari, ki so pomembne, mislim, da bojo kreativnost, izmišljanje novih možnosti, iskanje novih možnosti, ker nikoli v zgodovini ni bilo tako lahko nekaj storiti, kot je sedaj s temi orodji. Vprašanje je samo, če imaš dobre ideje in če si jo znaš zamisliti.